Dobrodošli. Erektilna disfunkcija ni le intimna težava. Pogosto je prvi znak, da se v telesu dogaja nekaj resnejšega. Lahko je povezano s srčno-žilnimi boleznimi, sladkorno boleznijo, hormonskimi motnjami ali psihološkim stresom. O tem, zakaj do nje pride, kako jo prepoznamo in kakšne so danes možnosti zdravljenja, se bom pogovarjala z dr. Joštom Janšo, specialistom urologom iz UKC Ljubljana, ki se s to težavo vsakodnevno srečuje v ambulanti. Dober dan, dobrodošli. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Z veseljem. Kaj je erektilna disfunkcija? Torej, o erektilni disfunkciji govorimo, ko erekcija ne zadošča za doseganje in dokončanje spolnega odnosa. Kot sama težava ne sme biti to neka občasna, da lahko govorimo o njej kot o medicinski težavi, temveč se mora pojavljati dlje časa. Vemo, da se ta izraža v različnih stopnjah, ni vedno enako huda, narašča pa njeno pojavnost s staranjem moških. Torej, če gledamo na populacijo moških, nekako po 50. letu ima skoraj vsak drug moški vsaj blago obliko erektilne disfunkcije. Torej, gre za težavo, ki prizadene kar velik del populacije. Kdaj pa je potem trenutek, da moški s tovrstnimi težavami obišče urologa? Načeloma je trenutek za to najbolje čim prej, ko opazi, da je neka težava stalno prisotna oziroma da se ponavlja vsaj nekaj časa, da ni to zgolj en izoliran pojav. Namreč prej, ko obiščejo zdravnika, boljša je tudi možnost za zdravljenje in tudi v tem primeru imamo možnosti, da odkrijemo vzroke, če so tukaj prisotni, za to težavo prej. V uvodu sem že omenila, da so lahko vzroki različni, povezani tudi z nekaterimi boleznimi. Nam lahko še enkrat pojasnite, kaj botruje erektilni disfunkciji? Ja, torej, gre za neko težavo, ki ima zelo širok spekter vzrokov. V osnovi, če gledamo vzroke za erektilno disfunkcijo, jih ločimo v dve veliki skupini. Prva je organski vzroki, to so vzroki, ki so telesni, fiziološki, druga skupina pa so psihološki vzroki. Torej, obe komponenti sta tukaj prisotni. Velikokrat tudi ne moremo povsem ločiti, da gre zgolj za eno izmed teh dveh. Če govorimo o organskih, torej telesnih vzrokih za erektilno disfunkcijo, so tukaj prav tako prisotni številni vzroki in mi načeloma z našim pregledom delujemo, da te vzroke na nek način izključujemo. V prvi vrsti so tukaj prisotni srčno-žilne bolezni kot vzrok, sladkorna bolezen, lahko tudi hormonsko neravnovesje, tukaj predvsem pomanjkanje moškega spolnega hormona testosterona lahko v ozadju, lahko tudi motnje ščitničnih hormonov ali pa neke drugačni vzroki, kot so posledica kirurških posegov. Predvsem je tukaj znana operacija raka na prostati, kjer odstranimo prostato. Velikokrat je posledica te operacije zaradi poškodbe živcev, ki ležijo v prostati, lahko tudi erektilna disfunkcija. Tako da vzroki so številni in tudi zdravljenje je odvisno od teh vzrokov. Je pa seveda treba poudariti, da nikoli ni to črno-belo, vedno je prisotna vsaj neka mešana komponenta vzrokov. Kadar ima nekdo organsko telesno motnjo, je ponavadi hkrati vsaj do neke mere pridružena tudi psihološka komponenta, ker vidi, da nekaj ne gre in nato pride do nekega psihološkega začaranega kroga, ko se ta težava še poslabšuje. Prav tako tudi, ko vidimo, da imajo moški po operaciji težave, velikokrat, ko jih vprašamo za nazaj, ugotovimo, da že pred samo operacijo
erektilna disfunkcija ni bila povsem odsotna, so bile erekcije že nekoliko slabše kot posledica drugih bolezni in je potem operacija to zgolj poslabšala. Kakšna pa je povezava med srčno-žilnimi boleznimi in motnjami erekcije? Ja, Na to je pa kakšen način? se mi zdi, da je to zelo pomembno vprašanje tudi. Namreč, ker velikokrat se govori o erektilni disfunkciji kot o neki motnji, ki je predvsem pomembna zaradi kakovosti življenja, ampak ker je tako velik delež erektilne disfunkcije posledica srčno-žilnih bolezni, lahko rečemo, da je tudi zelo pomembno za zgodnje odkrivanje srčno-žilnih bolezni. In zakaj pride do te povezave? Pa vzrok temu tiči v tem, da žile, ki prehranjujejo spolovilo, so nekajkrat tanjše od žil, ki so okrog srca, se pravi koronarnih žil. In zato se zožitev v žilah oziroma žilna bolezen lahko prej pokaže kot erektilna disfunkcija, kot na kateremkoli drugem organu. In velikokrat se opaža, da moški s srčno-žilnimi boleznimi imajo pojav erektilne disfunkcije lahko tudi nekaj let, preden pride do nekega srčno-žilnega dogodka, kot je infarkt recimo. Tako da je to resnično, mislim, da je tukaj zaradi tega potrebno tudi povečati osveščanje. Namreč moški, ki bi svojemu zdravniku, lahko tudi osebnemu zaupali, da imajo tovrstno težavo, bi jih morda osebni zdravniki, ki poznajo to povezavo, tudi napotili na določene dodatne preglede, kar se tiče srčno-žilnih obolenj, in bi morda lahko s tem tudi preprečili kakšno poslabšanje tovrstnih obolenj. So tovrstne motnje še vedno del stigme? Se moški še vedno težje odločajo, da to povedo osebnemu zdravniku ali potem urologu? Ja, zdaj predvsem jaz to vidim tako, da veliko moških pride v ambulanto z neko napotnico, na kateri piše neka tretja težava. In potem moški reče, da v bistvu je to rekel samo svojemu zdravniku, da bi napotnico dobil, da ni hotel povedati direktno, zakaj gre. Velikokrat tudi, ko se pogovarjamo z družinskimi zdravniki, slišimo, da njim tega toliko ne omenjajo. Se mi zdi, da v naši ambulanti niti nimaš toliko zelo takega občutka, ker ponavadi pridejo že taki bolniki, ki so na to ali pripravljeni, ali pa taki, ki so že to nek sram dal čez. Ampak mislim, da sigurno je to še prisotno, no. Poleg tega pa tudi vidimo, da je kar nek velik trg obstaja nekih zdravil, ki se jih da kupiti prek spleta. Marsikatera od teh zdravil tudi niso povsem, se ne da točno določiti, kakšno učinkovino vsebujejo. In glede na to, da obstaja tak velik trg tega spletnega nakupovanja tovrstnih učinkovin, se predvideva, da je tudi veliko moških, ki enostavno ne želijo, ne upajo iti k zdravniku, da bi se pogovorili o tovrstni težavi. Ali kaj od teh naravnih učinkovin, ki ste jih omenjali, pa veste, da zares delujejo? Zdaj, veliko je bilo nekih raziskav narejenih na različnih teh naravnih učinkovinah, kot je arginin in podobne. Nek učinek je bil ugotovljen. Tukaj se je treba zavedati, da pri nekih naravnih učinkovinah učinek ne more biti tako močan, tako da je ponavadi bolj blag in tudi ne more biti toliko predvidljiv, ker neka čistost učinkovine tukaj ni povsem jasna. Hkrati pa je treba neko pozornost posvetiti tudi temu, da se pogleda, kje je bil ta preparat ali pa učinkovina kupljena. Največji problem so verjetno določene spletne trgovine, ki morda niti niso registrirane v Sloveniji in poskušajo prodajati neke učinkovine, ki imajo zraven razne primesi. Tako da glede tega je potrebna tudi določena pozornost.
Ja, gotovo. Gotovo. Kako pa zdravniki, urologi pomagate pri erektilni disfunkciji? Torej, predvsem pri bolnikih, ki pridejo k nam na pregled, večina tega pregleda je sestavljenega iz pogovora, kjer se z bolnikom pogovorimo, da vidimo, koliko časa ima težave, kako so te težave hude, če ima kakšne druge zdravstvene težave. Velikokrat tudi ga napotimo na laboratorijske preiskave, da izključimo hormonske motnje in razne druge bolezni, ki bi lahko to povzročale. Nato pa ponavadi, ko izključimo neka druga obolenja, mu predpišemo zdravila. Poleg tega pa je treba vedeti, da se pri bolnikih lahko stanje izboljša že samo s spremembo življenjskega sloga. Tako da jaz jim vedno tudi ustno povem, svetujem, da prenehanje kajenja, več fizične aktivnosti lahko pripomore k temu, ker se tudi z vidika žilnega zdravja stanje lahko izboljša in se lahko hkrati s tem tudi izboljša erekcija. Pravo revolucijo je prinesla slavna modra tabletka, od tega je že kar nekaj časa. Kaj ste v tem času zdaj o njej ugotovili, na kakšen način je resnično učinkovita in kdo je nikakor, na primer, ne sme jemati? Ja, zdaj to je ta znano zdravilo, modra tabletka, ki je na trgu že vrsto let in je na nek način povzročil pravo revolucijo pri tem zdravljenju, ker je dalo neko možnost številnim moškim s tovrstnimi težavami. Kasneje so bila ugotovljena še različna druga zdravila. Je pa dejstvo, da vsa ta zdravila v obliki tablet delujejo na podoben način. Njihova glavna razlika je v tem, koliko časa delujejo. Eno deluje krajši čas, eno daljši čas. Njihovo delovanje pa je vezano na to, da preprečujejo razgradnjo telesu lastnih učinkovin. Se pravi, učinkovin, ki so že prisotne v gladki mišici spolovila. In s tem se podaljša in ojača njihovo delovanje, njihov učinek. Velikokrat moški tudi ne vedo, ko dobijo to zdravilo ali pa ko se zanimajo za to vrstno zdravilo, da to zdravilo ne povzroči samo od sebe erekcije, ampak je potrebna vseeno neka stimulacija. Torej, to erekcijo samo izboljša, jo podaljša, ne bojo pa samo od sebe brez stimulacije povzročilo. Se pravi, da mora imeti spolno slo oziroma željo, vzburjenje, potem na ta način deluje. Tako je, ne deluje to tako, da vzameš tabletko, pa potem kar pa prisotna čakaš. erekcija. Ja. Tako da je tudi nekaj treba na tem narediti z tega vidika. Je pa tudi pomembno se zavedati, katere skupine bolnikov ne smejo tovrstnih zdravil jemati. Tukaj gre predvsem za bolnike z zelo hudimi srčno-žilnimi boleznimi, ki jemljejo določena zdravila, ki se lahko malo tepejo s to učinkovino. Tako da ravno zaradi tega je potreben za predpis tovrstnih zdravil tudi pregled pri zdravniku. Če ne bi bilo lahko ta zdravila na voljo samo v lekarni brez nekega recepta. Ne. Ampak ravno zaradi tega je potreben pregled pri zdravniku, ki pogleda, kakšne bolezni ima ta bolnik, kakšna zdravila jemlje, ker v določenih primerih, ki so na srečo redki, tovrstnih zdravil res ne sme jemati. Tudi tu je cvetel črni trg, verjetno še cveti, zato je tukaj še posebna previdnost na mestu, da se ta zdravila dobijo na recept in se ne kupijo preko spletnih strani. Ja, mislim, da je to treba vsekakor spodbujati, da se gre k zdravniku po recept za tovrstna zdravila. Poleg tega, da je lahko nevarno iz vidika, da ima lahko bolnik neko bolezen, ki ne sme jemati teh zdravil, je potrebno še se zavedati, da zdravila, ki jih kupi preko spleta na črnem trgu, zagotovo lahko vsebujejo neke primesi, ki so lahko za zdravje škodljive s kakšnega drugega vidika. Tako da mislim tudi, da noben bolnik ne bo dobil teh zdravil, če bo obiskal zdravnika, pa bo
imel primerno indikacijo. Tako da tle ni neke bojazni, da bi se bolniki bali obiskati zdravnika samo zaradi tega, ker bi želeli tovrstna zdravila. Koliko pa so učinkovita ta zdravila? Ta zdravila so pri blagi in zmerni obliki erektilne disfunkcije zelo učinkovita. Lahko pa seveda pride do tako hude težave z erektilno disfunkcijo, da tudi zdravila niso učinkovita. To je na srečo zelo redko, ampak je možno. Predvsem to vidimo po operacijah, kot sem že omenil, ker pri operacijah so velikokrat poškodovani živci. In kadar je živc nedelujoč, nefunkcionalen, tudi zdravilo na nek način ne more pomagati. Imamo pa na srečo tudi za takšne primere še vedno na zalogi razne druge učinkovine, druge pristope. Tukaj recimo obstaja možnost enih zdravil, ki jih dajemo v obliki injekcije in si jih bolnik injicira pred spolnim odnosom. Ta zdravila pa delujejo tako, da že samo z injiciranjem povzročijo erekcijo. Potem druga možnost je tudi implantacija tako imenovane penis proteze. To je proteza, ki si jo vstavi v spolovilo in si jo lahko bolnik ob želji za spolni odnos napolni z neko tekočino, katere rezervoar ima tudi vgrajen ob sami protezi. Kako pa izgleda ta vstavitev, implantacija te proteze? Torej, tukaj gre za operacijo v splošni anesteziji, kjer je potrebno na spolovilu narediti več rezov in vstaviti te cilindre, ki so iz umetnega materiala. Tudi ob sami operaciji vidimo potem, kakšna dolžina določenemu bolniku pritiče in jo na podlagi tega vstavimo. Poleg same proteze imamo, kot sem že omenil, prisoten tudi balonček z rezervoarjem za tekočino. Ta je vgrajen ob protezi oziroma nekoliko bolj v dimeljski regiji. In bolnik, ko se odloči, da je čas za spolni odnos, lahko pritisne na gumb ob tej protezi in ta tekočina iz rezervoarja steče v protezo in ob tem pride do erekcije. Kaj pa gre lahko narobe? Pri operaciji gre lahko marsikaj narobe, sploh zato, ker gre tukaj za bolnike, ki so velikokrat sladkorni bolniki, imajo srčno-žilne bolezni in taki bolniki nekoliko slabše celijo. Tudi rane se slabše celijo in večjo možnost imajo, da pride do raznih okužb. Na srečo je to sicer redko, je pa tudi res, da je sama tovrstna operacija precej, sploh v Sloveniji, redka operacija, se zelo redko izvaja. Kaj pa bi šlo na primer lahko narobe, če že ima pacient vstavljeno to protezo, kaj se lahko zgodi, kar ni v redu, na primer? Ja, če ima nek bolnik to protezo že vstavljeno nekaj časa, lahko pride tudi do določenih zapletov. Po nekaj letih nošnje lahko pri nekaterih bolnikih proteza predre skozi kožo in dejansko pogleda ven. To je možno, v takem primeru je potrebna popolna odstranitev te proteze in zelo verjetno tak bolnik tudi nove proteze ne bo dobil, ker je prevelika nevarnost, da bi se ponovno nekaj takega zgodilo. Lahko tudi proteza, ker gre za umeten material, s pritiskom razje do sečnice in pogleda skozi sečnico ven. Vse te možne variante so tukaj možne. So pa verjetno redke, ne? So redke in dajo se na nek način rešiti. Se pa potrebno zavedati, da vsak bolnik, ki se odloči za nek poseg, kirurški poseg, mora s tem tudi sprejeti, da obstajajo določena tveganja. Absolutno. Ali je tudi odsotnost jutranje erekcije eden izmed opozorilnih znakov, da bi lahko šlo za motnje? Ja, jutranje erekcije so v bistvu zelo zanimiva tema, ker so nekako naraven proces
pri moških, in če začnejo jutranje erekcije slabeti ali pa so odsotne, govori to v prid temu, da se v telesu dogajajo neke spremembe v smer erektilne disfunkcije. Še posebej nam to kaže na to, da so prisotni organski vzroki za erektilno disfunkcijo. Večkrat tudi bolnike povprašamo po jutranjih erekcijah, in če so te povsem normalne, bolnik pa toži za motnjami erekcije, mi velikokrat potem posumimo na to, da gre le za bolj kot ne psihološko komponento v ozadju. Pa če je vzrok psihološka komponenta in če je ta vzrok odpravljen z neko psihoterapijo, z nekimi metodami, tehnikami sproščanja, je potem erekcija znova rešena, je stabilna? Načeloma, če je to psihološko odpravljeno in ni nekih drugih organskih vzrokov v ozadju, se načeloma lahko erekcija povsem popravi. Ali ni mogoče včasih težje rešiti kakšne psihološke vzroke kot telesnih? Ja, to je zagotovo drži, ker tukaj v ozadju precej vzrokov, tudi zelo težko jih je določiti. In dodaten problem je, da ti bolniki hodijo ali k urologu ali k družinskemu zdravniku, ki nekako tudi nismo izobraženi toliko v psihološki smeri in lahko to večkrat tudi spregledamo ali pa ne posvečamo temu dovolj pozornosti. Tako da mislim, da je lahko še težje, ne. Je pa dejstvo, da je z telesnega vidika gledano možno tukaj težavo povsem odpraviti. Zanimivo. Imate občutek, da so te mlajše generacije moških so bolj pod stresom, bolj intenzivno živijo, so bolj tesnobni, ali to ostaja enako, kot je bilo včasih? Težko sicer rečem, ampak kar jaz mislim, glede na to, kar opažam v ambulantah, pri razlikah med bolniki, je, da mogoče res malo več tesnobe, malo več je tudi malo spremenjena pričakovanja so glede različnih stvari. Tako da morda je to resno. Gotovo. Živimo takšno zelo intenzivno življenje, vsi skupaj, ne? Ja, mislim, da je življenje intenzivno, hkrati so neka pričakovanja na različnih straneh tudi večja. Verjetno tudi razne socialna omrežja, internet omogoča več možnosti, da se ljudje primerjajo z nekom drugim, in potem, ker vidijo, da je mogoče nekdo v nekem boljši, jih ponovno neko psihološko stisko to spravlja. Koliko pa so na primer stari najmlajši pacienti, ki pridejo do vas? Rekli ste, da starostjo narašča, kar je dosti logično tudi glede na število kroničnih bolezni, ki se lahko pojavi. Kako pa je starostjo potem pod 50, pod 40? Ja, zdaj, tako je velik delež bolnikov je starejših od 50 let. Zelo redki so mlajši, ampak so tudi bolniki, ki so stari 20 let, 30 let. Tako da tudi taki bolniki imajo te težave, predvsem gre tukaj za neko psihološko komponento v ozadju ali pa tudi za hormonske motnje. Ja, gotovo. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti zdravljenja erektilne disfunkcije? Kam grejo trendi? Zdaj vse kaže na to, da bo šel trend v smer neke regenerativne medicine verjetno, ker če odkrijemo neko način, na kakršnega bi lahko obnovili tkivo v tem primeru v področju penisa, in ga pomlajšali na nek način, bi tudi to težavo odpravili. Tako da na nek način je bilo na tem področju narejenih že več raziskav. Tukaj se je že razne preparate vbrizgavalo v spolovilo, kot je trombocitna plazma in podobne, z željo regeneracije tega področja in željo popolne ozdravitve. Ker samimi tabletami, ki jih imamo sedaj, mi v bistvu zadeve ne zdravimo kot take, ampak zdravimo simptome. Na ta način bi lahko dejansko tudi pozdravili
bolezen. Zdaj, težko rečemo, kaj se bo izkazalo za učinkovito, ampak sigurno so tukaj tudi neki poskusi z matičnimi celicami, vbrizgavanje matičnih celic v to področje, a bo to učinkovito ali ne, ne vemo. V sami teoriji se sliši, da bi to lahko nek preboj povzročilo, ampak tukaj seveda še ogromno odprtih vprašanj. Prej sva govorila o modri tabletki. Ali jo lahko moški jemljajo pogosto? Kakšna je pogostnost jemanja teh zdravil? Enkrat na teden, dvakrat na teden? A imate kakšno mero do mesečno, na primer? Ja, načeloma je odvisno seveda od vrste zdravila, ki ga jemljajo, ampak kot zanimivost, eno izmed teh učinkovin, ki jo uporabljamo za zdravljenje erektilne disfunkcije, uporabljamo tudi za zdravljenje pri bolnikih, ki imajo obe motnji, tudi benignega povečanja prostate. Torej težav v smislu simptomov spodnjih sečil. In ti bolniki jemljajo določeno, sicer manjši odmerek tega zdravila tudi vsak dan. In to zdravilo jim potem lahko lajša obe težavi. Tako da sama pogostnost tukaj ni omejena. Seveda je tudi treba vedeti, da če bo pogostost premajhna, če bo premalokrat prišlo do neke dobre erekcije, lahko bolezen napreduje. Ja. In se nekako verjame, da če je vsaj neka stalnost pri erekcijah, da se vsaj v nekem obdobju jemlje ta zdravila ne enkrat na 2 meseca, ampak malo bolj pogosto, da se bo tudi prekrvavitev spolnega uda povečala in se bo s tem nekako vsaj malo upočasnilo napredovanje tega stanja. Ali se večkrat zgodi, da na pregled k vam moške napotijo njihove partnerke, žene? Ja, zdaj, to je zelo pogosto. Ne vem, če je za točno to težavo, ampak za marsikakšne druge težave z urološkega področja vem, da tudi partnerke zraven včasih pridejo na pregled in tudi jasno povedo, da so jih partnerke poslale. Zdaj, za to težavo mogoče jih ne pošljejo direktno, ampak oni odreagirajo še preden jih pošljejo lahko. Je pa seveda to tukaj povezano tudi s partnerko. Seveda, absolutno. Kaj bi rekli moškim, ki naj jo zdaj poslušajo in imajo tovrstne težave, kako bi jih spodbudili, da naj poiščejo pravočasno oziroma pravilno zdravniško pomoč? Ja, jaz mislim, da predvsem s tem, da se zavedajo, da gre za pregled, ki ni nič strašnega. Predvsem gre za pogovor. Seveda opravimo tukaj tudi pregled, ki je morda bolj neprijeten z vidika, ker gre za intimne predele, ni pa sam pregled kot tak boleč ali pa karkoli takega. Morajo tudi vedeti, da mi se s tem ukvarjamo vsakodnevno in se nam ne zdi to na nek način smešno ali pa karkoli drugega. Mi to jemljemo čisto kot neko normalno stvar in nimamo čisto nobenih pomislekov glede tega, da nam nekdo omenja tovrstne težave. Prav. Najlepša hvala, vse dobro vam želim, srečno pri vašem delu. Hvala tudi vam. Hvala lepa. Erektilna disfunkcija je pogosta, a ni nekaj, s čimer bi se morali sprijazniti ali o čemer bi morali molčati. Pogosto je to signal telesa, da potrebuje pozornost in prav zato je pogovor prvi korak. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.